Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes odgovarjam na vprašanje gospe, kako naj se uprem cukru. In če imate vi težave s cukrom, morate razumeti par stvari, kako delujejo hormoni. V glavnem, hormonsko ravnovesje dejansko določa čisto vse. Naše počutje, našo energijo, padec energije, hormoni določajo, koliko imamo želje po sladkorju, hormoni določajo, če bomo spali, če ne bomo spali, če bomo celi raztreščeni in ne nazadnje, kdor izgori, ima ravno tako težave s hormoni. No, v glavnem. Pojdimo zdaj najprej na sladkor, ne na izgorelost. Dejansko, kje je problem, če se ta gospa, ki sprašuje, pravi, če bi se jaz lahko vsak popoldan, se mi sproži ta želja po sladkorju in če bi lahko to ukrotila, potem bi shujšala. No, kaj dela ta gospa narobe, da se jih sproži vsak popoldan, kljub temu, da je, ona pravi, zdrav obrok, zdravo kosilo. No, zdaj pa kaj je sploh zdravo kosilo? Ona pravi, da je solato. To je že zdrava zadeva, ampak kje so tukaj beljakovine? Če bi bili črvi noter, potem so beljakovine. Če pa je samo solato, pa verjetno ni beljakovin oziroma jih je premalo. Seveda lahko naredite grško solato z mozzarelo in tako naprej, boste imeli res dobro kombinacijo solate. Ampak če imate pa samo zeleno solato, tam noter ni beljakovin. No in kaj se tej gospe zgodi? Njej dejansko, zaradi tega, ker ima premajhno količino beljakovin pri kosilu, ji zaradi tega začne padati sladkor, pada sladkor in približno 2 uri po kosilu je sladkor tako nizko, da dejansko telo sporoči možganu oziroma možgani sporočijo telesu in to gre preko hormonskega ustroja, lačni smo, nimamo s čim operirati, manjka nam sladkorja. In ker so tako močno podhranjeni, takrat mi dobimo informacijo, ta trenutek rabim cukor v žilo, dobesedno. In seveda poješ nekaj, kar je res atomska bomba sladkorja. In se naenkrat dvigne nivo v krvi sladkorja in s tem pa možgani lahko delujejo. Hkrati pa potem zaradi tega spet telo pošlje preveliko količino inzulina in kaj se zgodi? Ta presežek sladkorja telo stlači v maščobne celice. In potem nam spet pade sladkor in smo v začaranem krogu, ko se vedno borimo s svojim želodcem. Neprestano je tista želodec kruli in tista želja, ta trenutek bi, če ne drugega, med žlico, nutelo žlico ali pa marmelado žlico. Pač samo, da je nekaj, kar je sladko. No, v glavnem, kaj bi ta gospa mogla narediti, da se ji ta toboganska železnica spremeni? To sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur v rumenem poglavju in to je zelo pomembno, da razumete, kako deluje hormon inzulin. Ker ko boste tega ukrotili, verjemite mi, boste ukrotili tudi ostale hormone. Ta je pač tisti, ki povzroča, da smo lačni, da želimo jesti sladko, pa ne samo, da blokira našo presnovo, ampak blokira tudi naše možgane. In potem imamo meglo v možganih, sladko porablja B6 vitamin, B6 vitamin je potreben za energijo, za dobro počutje, smo ugasnjeni, redimo se, nezadovoljni in dejansko, ko nam manjka B vitamina, če pogledamo prav B6 vitamin, to je ravno tako iz hormonov, B6 vitamin, komur ga manjka, poslušajte to. Svarilna znamenja o pomanjkanju: utrujenost, potrtost, napetost, razdražljivost, raztresenost, občutek ohromelosti v rokah in nogah, oslabelost mišic, izpadanje las, slabi imunski sistem, razpokani ustni in vneti očesni kotički. V glavnem, in če vam manjka B6 vitamina, vam sigurno manjka tudi kakšnega drugega od B vitaminov, recimo B3 vitamin, utrujenost, glavobol, nespečnost, raztresenost, razdražljivost. In potem ste tempirana bomba in v osnovi vam manjka hrane. No in ponavadi jaz ljudem, ki imajo prekomerno težo, rečem, podhranjeni ste.
In rečejo ljudje, ne, jaz imam preveliko težo, jaz sem prehranjena. Ne, podhranjeni ste, ker vam v osnovi manjka vitaminov in mineralov. In predvsem beljakovin. No, zdaj pa v bistvu, kje dobite vi beljakovine, oziroma kako bi bilo potrebno sestaviti kosilo, krožnik, da ostane sladkor v ravnovesju. Glejte, krožnik date na Mercedesov znak in mora biti 1/3 krožnika je beljakovin. 1/3 krožnika je ogljikovih hidratov, kot so testenine, riž, ajda, prosena kaša, pač nekaj od ogljikovih hidratov. 1/3 krožnika je pa kuhane zelenjave in recimo sem lahko date pražene gobe ali pa pražene bučke ali pa popečeno zelenjavo ali pa brokoli in, lejte to, solata jo pa lahko pojeste poleg takega obroka, kolikor želite. Zdaj, če gremo nazaj na vprašanje te gospe, ona je samo solato in nič od tega. Pa se ni čudno, da ji potem sladkor pade v krvi in da njeno telo zahteva pač v žilo cukara, ne? Kaj bi bilo treba narediti? Še prva zadeva. Glejte, kdor izpušča zajtrk, in vemo, da to se pač na veliko govori, zajtrk je potrebno jesti, zajtrk je potreben za dobro počutje, zajtrk potrebujemo, absolutno ga potrebujemo, s tem, ker kdor ima zadostno količino, oziroma kdor je zajtrk, se mu sprošča hormon leptin, ki je podoben hormonu inzulinu, ki deluje na hujšanje, in se mu pa izklaplja drug hormon grelin, ki nas sili, da pri enem obroku pojemo tudi za 30% več. Po domače razložim. Ješ. In po logiki veš, da si že dovolj pojedel, da ne rabiš več hrane, ampak mi smo še tako lačni, da si naložimo še enkrat, pa še enkrat. In se na koncu nabašamo s hrano in vemo, da smo preveč pojedli, ampak mi smo bili lačni. In če ješ zajtrk, se to ne dogaja. Druga zadeva, to se ne dogaja, če dovolj spite, če spite 7 ur pa pol do 8 ur na noč. In ta tretja zadeva, če se gibate, da se naredite na dan en sprehod. No, o tem pa pišem drugače tudi v ta novi knjigi Moški hormoni in odnosi. Knjiga bo izšla v začetku decembra, zdaj smo že čisto pri zaključku. Tako fajna je nastala. Toliko sem navdušena na to novo knjigo, ker eno je hrana, drugo so odnosi, ampak vse skupaj je odnos, hrana je odnos, nas nasiti na nek način, ampak tudi odnosi. Glejte, kdor ima slabe odnose, ali preveč je, ali pa ne more jesti. Če mu gre od odnosov na bruhanje. Poznam ljudi, ki enostavno ne morejo v pričo določenih ljudi enostavno jesti, ker jim odnos gre na bruhanje. In recimo tudi otroci, ki imajo težave z bulimijo, anoreksijo, zavračanje hrane, nenazadnje sem jaz sama imela težave s tem, je to povezano s tem, da je nek odnos tako težaven, da enostavno ne moreš več. In pač hrana je, res je, ljubezen gre skozi želodec in tudi ta ljubezen do sebe gre skozi želodec in gre se za to, da sebe nahranimo. Zdaj pa, če pogledamo to gospo, kaj dela, ker je samo solato, pač v osnovi ona strada. Ona se nima niti toliko rada, da, zdaj ne mi zamer ta gospa, če se bo noter prepoznala, da se bi poglobila toliko hrano in da bi razumela, kaj potrebuje njeno telo, ker sama solata pomeni stradanje. In tega absolutno njeno telo ne potrebuje. Njeno telo potrebuje obilje hrane, da občuti ljubezen in potem, ko telo občuti ljubezen tudi preko hrane, avtomatično začne sproščati odvečno maščobo. Pač ne rabi se več ščititi, ker naše telo deluje na ta način, mora čutiti obilje, tudi hrane, da lahko začne skladiščeno maščobo pač sproščati. Naslednjo zadevo, kar vam priporočam, dajte pregledati glikemični indeks. Ni toliko težko razumeti glikemični indeks. To pomeni,
Če vi pojeste, recimo čokolado, ne, tukaj, vam pade sladkor. Pojeste čokolado, pa rečeš, kje so tukaj beljakovine? Čokolada, koliko ima glikemični indeks? Aha, več ko je, bolj kot je sladka, višji ima glikemični indeks. Se pravi, bi mogla zraven jesti, da sladkor ostane v ravnovesju, vam bom narisala, ali oreščke. Glejte, pomembno je, da sladkor tako ostane v ravnovesju, takole, da ostane v ravnovesju. Se pravi, ko mi pade sladkor, jaz lahko pojem čokolado, ampak poleg čokolade popiti kozarce mleka, lahko je to mandljevo mleko, lahko je sojino mleko, lahko je kravje mleko, lahko popijem kozarec jogurta, lahko pa pojem pesto oreščkov. V glavnem, nekaj od beljakovin je treba zraven pojesti, oziroma nekaj, kar ima nizek glikemični indeks, da sladkor ostane v ravnovesju. Se pravi, lahko tudi, če mi pade sladkor v krvi, jem čokolado in moram vedeti, da zraven rabim nekaj od beljakovin. No, zdaj pa naslednje vprašanje je. Jaz se spomnim, enkrat sem bila v Ljubljani v BTC-ju. In tako močno mi je padel sladkor, pa že dalj časa nisem jedla in bila sem pred eno trgovino. A je boljše, da ješ nezdravo hrano, kot je čokolada recimo, ali je boljše, da izpustiš obrok? Kaj pravite? Dejansko je boljše, da dejansko takrat greš in kupiš eno čokolado z lešniki. Veliko boljše, kot pa da izpustiš obrok. Ker ko ti začne padati sladkor v krvi, se zgodi tako, kot mi je zadnjič en gospod rekel, cel dan ne jem nič, pridem domov in rekel, jaz sem toliko lačen, da bi pojedel še vrata od hladilnika. In če se vam to dogaja, da bi pojedali še vrata od hladilnika, pomeni, da ste predolg razmak naredili med enim in drugim obrokom, rabite jesti na 2,5 ure. Pač tako pomembno je, da jeste vsake toliko časa. Pač telo potrebuje obilje. Tako da ja, tukaj se začne ljubezen do sebe. A gremo še na kakšno pozitivno sporočilo s kart prehodov v novo dobo, da vidimo, kaj vam ta trenutek sporoča stvarstvo, kar je ta trenutek za vas, ki ste gledali tale video do konca, pomembno, da slišite, ozavestite, kaj je ta trenutek za vas res pomembno. Prvo sporočilo je hvaležnost, drugo sporočilo je čas za gibanje in delovanje in tretje je čas za ozdravljenje. Se pravi, pejte na to v življenju, zakaj ste hvaležni, ker stres nam povzroča, da smo zmerom bolj lačni in se mašimo z nezdravo hrano. In ko mi gremo na energije hvaležnosti, ker vsak ima za kakšno stvar razlog, da je hvaležen. Enkrat sem poslušala Oprah, ki je rekla, človek pride tako nizko točko, ko ti mogoče ne ostane nič drugega v življenju, kot da si hvaležen za dih. In da enostavno si hvaležen za to, da lahko vdahneš naslednji vdih. In je v redu. In naslednja stvar je čas za delovanje. Peljte sebe na sprehod in začnite dihati. Gre se samo za to, da postanete bolj pozorni na ta trenutek zdaj. Ja, seveda, 1001 razlog je, da je človek lahko pač v nekih skrbeh, v nizkih energijah, pa zunaj je krajši dan, hladi se in tako naprej. In že sama ta energija okrog nas vpliva. Ampak spravite se ven, ker zunaj je življenje, izven okvirja treba iti. In dovolite, da se pozdravite. Zdaj, če pogledamo, glede na to, da danes govorim o trebušni slinavki, kjer se proizvaja ta hormon inzulin, trebušna slinavka je povezana z razočaranjem, z obupom, tako, nič več ni vreden se truditi v življenju. Vse brez veze, ljudje so nepošteni, kriza je, ljudje pač povsod neke novice poslušate mogoče o vojni in kaj s tem, te bedarije, ki jih je, kakor hočete. In človek utopi, pade vedno nižje. Ampak čas je, da ozdravite svoje razočaranje. Razočaranje nad življenjem. Življenje je lepo, ampak je res lepo. Življenje je res lepo.
Poglejte, kakšen grm, ki zdaj postaja rdeče barve, res je lepo. Pač, a ni to lepo? Te letni časi, ko se spreminja narava, nenazadnje zdaj je bil zahvalni dan v nedeljo. Zakaj vse smo lahko hvaležni? Jaz sem rekla, da bom pri naši hiši, smo zdaj že naredili prvič, uvedla zahvalno nedeljo, ampak tako zahvalno nedeljo. Vsako leto, ko je zahvalna nedelja, da se cela družina zbere na kupu. Ker mi je tako pomembno, to je zame v bistvu najbolj pomemben praznik, da se zahvališ za vse obilje, ki si ga deležen skozi celo leto. Ja, lepo je imeti. Tudi zdaj razmišljate tisti, ste mogoče sami, ja, pa nimate mogoče za kaj biti hvaležni. Dih obstaja. Narava obstaja. A ne? Res obstaja. Vse je okrog nas z namenom, da dodamo mi svojo energijo v ta svet. In je toliko energije zdaj pritiska dol, gre se za to, da vas zmanjša. Vete? Tukaj vam pa gre naša energija. Tako da uživajte, vse dobro in ja, naj vas na vaši poti spremlja Božji blagoslov.